Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na televiziji Planet. Pred nami je tekma 16. kroga prve lige Telekom Slovenije v Fazaneriji, pa se bosta pomerili domača Mura in gostujoča ekipa Gorice. Tako da se obeta znova kar nekaj zadetkov, če sodimo po formi Maribora, ampak zdaj, glede na kapacitete stadiona v slovenski nogometni ligi, zdaj pa dober predložek v kazenski prostor. Sirk se bo obrnil in dobro brani Sorčan. Sicer pa lep poskus in končno smo lahko malce uživali v počasnem posnetku. Znova nevarna akcija. Karničnik in Karničnik, lepa podaja, Kouter strelja in obramba Sorčana. Tam je Sirk, ki seveda že voha morda svoj 10. gol v tej sezoni. Udarec z glavo in gol! 1:0 v Fazaneriji. 43. minuta igre. Gol za Muro. In veselje na tribunah. Rok Sirk, le kdo drug. Sirk pa dosega 10. gol. Priložnost zdaj za Muro. Šušnjara je padel v kazenskem prostoru brez 11-metrovke. Lipušček se bo zagotovo želel izboriti priložnost, podaja Celcerja na Lipuščka. Lipušček preko gola. Prav tako ni našel protistrupa za Muro. Osuđi! Rezultati zagotovo pripomorejo tudi k temu, no zdaj prekršek tam morda tudi v kazenskem prostoru. Ne, Sorčan je šel daleč stran iz vrat. Tomiček in Đuzdanović. Karničnik lepo je zdaj preglav Karničnik. Tomička pravi pred gol Šušnjara. In dobro se je zdaj končalo za Goričane. Veselje v Prekmurju pa se že začenja in Martinovo bo še kako veselo v tistih koncih Slovenije. Danes še bolj, če bodo domači znali ohraniti 3 točke varno na domačem terenu. Zdaj priložnost za Lipuščka. Lipušček strelja, Obradović brani. Maroša je čvrst nogometaš, ob njemu Grudina. Maroša, še vedno Maroša, padel je Maroša, brez prekrška, Matković ni piskal. Strel je bil to. Ovacije gledalcev ekipi so odraz potrditve dela, katerega počnemo, odraz poti, po kateri hodimo. Mene pa bolj kot mesto na lestvici zanimajo točke, katere nabiramo. Pomeni, imamo svoj cilj, imamo svoje zahteve in od tega nastopamo. Zdaj pa kar se tiče pa same poti, pa mislim, da to tista ta prava, po kateri moramo ustrajati. Ko bi rekel, z malo priložnosti, potegnili smo spet kratko, dobili smo gol z prekinitve, ker nismo držali igralca dovolj blizu. In take malenkosti potem odločijo tekmo, da ti gre v eno smer ali drugo. Dobro je, da ni bilo kot druge tekme, ki smo pustili dosti kontranapadov. Tako da je bila neka balansirana, ampak mislim, za nijanso so bili boljši in so zmagali. Mi smo naredili premalo za naprej, preveč površni v teh zadnjih podajah. In v bistvu se nismo prav dosti uspeli ustvariti. Čeprav je bilo kar nekaj predložkov in takih situacije, neke pol priložnosti, ampak premalo. Tako da nismo uspeli zanačiti in smo izgubili tekmo.